Spoštovane gospe in gospodje, najprej bi se vam rad iskreno zahvalil, da ste me danes povabili medse. Ko pogledam po dvorani, vidim številne tesne sodelavce doktorja Pučnika in to seveda vnaša v moj kratek nagovor nekaj treme. Saj sem bil nekako njegov sopotnik, ampak ne tako tesen kot vi in zato si ne bi dovolil, da bi poskušal povedati o njem kaj več, kot sami najbolje veste. Bi pa poskušal odgovoriti na neko vprašanje, ki je tudi predmet današnjega posveta in predmet razstave. Gre za vprašanje Pučnika in njegove umeščenosti v slovensko kolektivno zavest. Doktor Jože Pučnik je bil po moje osrednja osebnost slovenske politične pomladi, se pravi procesa demokratizacije. Bil je gotovo eden od očetov slovenske države, še večkrat rečem, da je bil nestor slovenske države. Če je tema dvema ocenama tako, potem bi si drznil reči pod črto, da je bil doktor Jože Pučnik najpomembnejša osebnost v slovenski politični zgodovini. Če je tudi temu tako, in v to sem trdno prepričan, da se mu glede tega po svojih dosežkih, pomembnosti, vplivu ne more kosati nihče, zlasti ne v polpretekli zgodovini, potem se mi zastavlja vprašanje, zakaj je doktor Jože Pučnik tako skromno, zelo malo prisoten v naši kolektivni zavesti. Pa naj gre za neposredno spominjanje dogodkov, ki jih je pomembno soustvarjal in dajal tempo, kot ste vi rekli, gas, ali sicer v našem političnem spominjanju, bodisi dogodkov v času demokratizacije, ustanovitve naše države ali razvoja naše slovenske države. Naj mimogrede rečem nekaj, kar sem že večkrat rekel in naleti na začudenje ali pa recimo radovednost. Ko se z otroci pogovarjam v šolah o tem, kaj vedo o ustanovitvi naše države, se mi dostikrat zgodi, pravzaprav praviloma, da otroci vedo, kdo je ustanovil Apple, da je bil to Steve Jobs, ko povprašam, kdo je ustanovil slovensko državo, ne vedo, da je bil med njimi ali pa glavni oče ali nestor Jože Pučnik. In mislim, da je to problem, s katerim se ne sooča dediščina samega Jožeta Pučnika, ampak da je to naš problem. Da je to naš problem. Poskušal sem si razložiti v preteklih letih, čemu je tako in skupaj z vami bom za ta uvod podelil nekaj misli. Najprej bi človek lahko pohitel za ocenami, da Slovenci nekako ne radi recimo glorificiramo posamezne politične osebnosti, zlasti ne, če ni velike ali dolge zgodovinske distance do dogodkov, ki jim je ta osebnost dajala ton. Mogoče bi kdo rekel, da za nek del javnosti čaščenje, če želite, Pučnika ni bilo sprejemljivo zaradi njegovega disidentstva, drugi bi lahko rekli, da je imel politični značaj, ki ni vsem ustrezal. Mislim, da so vse to manj pomembni razlogi. Sam sem poiskal enega, ki je lahko tudi predmet razprave in tudi zavračanja. Kolikor sem jaz imel priložnosti sodelovati z njim, pa se mi zdi, da je bil eden od osrednjih. Doktor Jože Pučnik sicer nikoli ni imel neke slavne politične funkcije v času pred, med in po osamosvajanju, vendar verjetno tukaj za nas ni dobenega dvoma, da je za svojim vizionarstvom, premočrtnostjo, odločnostjo bil osrednja figura obeh procesov politične pomladi in osamosvojitve naše države. Mislim, da nekatere zgodovinske zamere dela slovenske javnosti do njega in v tem smislu tudi šibek konsens o tem, da je on osrednja figura novejše slovenske zgodovine, moramo iskati v njegovih prizadevanjih za odkrivanje resnice v zvezi s povojnimi poboji. Ko je doktor Jože Pučnik prevzel leta 1993 vodenje preiskovalne komisije, mnogi so mu to odsvetovali, mnogi so ga spraševali, ali mu je to res potrebno, je menil, da je to za nadaljevanje tega procesa demokratizacije, osamosvajanja
in vzpostavitve ene demokratične države, kot je dejal nekje, demokratične politične kulture, celo osrednjega pomena. Katarza. Vendar pa se je potem pri delu te komisije naletel na veliko težav, seveda, vsi razumemo, da bi bile v vsakem primeru, vendar pa se ga je vsaj v enem delu javnosti, tega se pa tudi že jaz zelo dobro spomnim, se je bil to predmet tudi najnih pogovorov, se ga je začelo stigmatizirati, češ da želi s preiskovalno komisijo rehabilitirati domobranstvo, čemur seveda ta komisija ni bila niti namenjena, niti si za to ni prizadevala, vendar je ta priokus vendarle potem dolga leta ostajal v slovenski politiki. Tukaj se kdo s tem lahko strinja ali ne, ampak ko si poskušam razložiti, zakaj je dr. Jože Pučnik tako, recimo temu, slavna in pomembna osebnost slovenske demokratizacije in osamosvojitve, potem pravzaprav tako rekoč s svojim odhodom iz slovenske politike odšel tudi na nek način iz slovenskega kolektivnega političnega spomina, da se ga pravzaprav ni obujalo, da se mu ni dajalo potrebne teže. In to ne gre zdaj za to, da se nekoga slavi brez potrebe, ampak da se ga slavi zaradi zgodovinskega spomina, ki je pomemben za naše otroke in za njih otroke, ki te priložnosti, da so ga sami osebno doživeli, niso imeli. Si pač lahko razložim samo s tem, da je narušil konsens glede tega v eni od temeljnih točk, v enem med stebrov nestrinjanja v 90-ih letih, in to je bil bodisi poskus sprave ali poskus nekega drugačnega odnosa do povojnih pobojev, kot smo jih poznali po drugi svetovni vojni. Vse to se mi zdi, da je veliko prispevalo k temu, da en del javnosti preprosto dr. Jožeta Pučnika ni sprejel. Mislim, da se mu je z tega vidika zgodila neka krivica, ki je tudi on, kot sem potem lahko videl, niti ni skušal popraviti, nekako je bil zaradi tega prizadet. Še najbolj zaradi tega, ker ga je motilo dejstvo, da niso razumeli samega stremljenja preiskovalne komisije, ne tega, da bi prišli do posameznih osebnosti krivcev za to, ampak da bi pravzaprav skozi katarzo ugotovili, da je šlo pravzaprav za eno kulturno situacijo po vojni, ne samo za strogo politično, in da moramo s tem nekako razčistiti za to, da bi se uprli pot, kot sem prej rekel, v neko novo politično kulturo. No, hočem reči, da je bilo nekaj dogodkov po tem, ko je bila zaključena ta ozko rečeno demokratizacija v slovenski politični pomladi in ustanovljena in priznana slovenska država, zaradi sodelovanja dr. Pučnika v tem procesu, v procesu preiskav povojnih pobojev, žal za en del javnosti ni bil sprejemljiv. Mislim, da so vendarle potem leta potem, in to je zdaj zaključek mojega kratkega nastopa, da se je vendarle marsikaj spremenilo. Mislim, da bi dr. Pučnik odobraval nek, recimo temu, čustven konsens, ki se je zgodil v slovenski javnosti leta 2009, ko je bila odkrita Huda jama. Če prej ne, potem takrat mi vendarle lahko vidimo, da se v Sloveniji zgodi ta čustven konsens, neko celo zgražanje, neka obsodba tega, želja potem, da se to primerno uredi, kar je gotovo dajalo vsem tistim, ki so se s tem ukvarjali po letu 2009, veliko več manevrskega prostora, da se stvari začnejo tudi stvarno, ne samo simbolno urejati. Nenazadnje je tukaj potem, če smem reči, prišlo tudi do nekega pomembnega preloma v samih zaključkih glede tega povojnega obdobja, ko Slovenska akademija znanosti in umetnosti, mislim, da dr. Hribar 2 leti nazaj, sprejme po moje zelo pomemben tekst, Slovenska sprava. Mislim, da bi bil dr. Jože Pučnik, ko bi to lahko prebral in videl, zadovoljen, da je v letih, žal po njegovi smrti, prišlo do nekih procesov, ki so vendarle v slovenski politični, pa tudi siceršnji javnosti, opravili neko delo, ki si ga je morda prehitro, morda preveč, tako kot je bilo v njegovi značajski navadi, naložil na ramena z ustanovitvijo in vodenjem preiskovalne komisije za povojne poboje. Mislim, da je prav, da muzej znova spominja slovensko javnost na pomen
Jožeta Pučnika. Ne mislim, da sem tukaj povedal kaj zelo pametnega ali pomembnega, zelo pa se mi je prav, da na tak posvet, ki govori o Jožetu Pučniku, predsednik Republike Slovenije, pride. Hvala lepa.